Dober večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač. Ljudmila Novak, novi up levice proti Janši. Če bi mi nekdo leto dni nazaj dejal, da bo tranzicijska levica v večnem boju proti Janši stavila na pozor krščansko-demokratko Ljudmilo Novak, ki so jo s čela Nove Slovenije ruknili, ker je bila preveč konservativna, bi se prijel za glavo. Sedaj, ko to očitno postaja realnost, se levičarji v Sloveniji nimamo več prijeti za koga ali kaj. Vi pa gledate 90. oddajo 4. sezone Faktor na TV3, Resnica boli, komentarji še bolj in Smrt sovražnemu govoru, Svoboda narodov. Danes bomo za vas komentirali, čigav bo drugi tir. Bo drugi tir Kolektorjev ali slovenski? Kolektorjev CPG Stojana Petriča je uspel veliki met. Ob asistenci nizkocenovnih turških izvajalcev oziroma konzorcijskih partnerjev je očitno edini na svetu sposoben zgraditi drugi tir. Zakaj je do tega prišlo, nam bosta pomagala razvozlati naša stalna komentatorja. Izredni profesor dr. Peter Gregorčič in magister Sebastijan Jeretič. Dobrodošla. Lepo pozdravljen. Peter, Sebastijan, preden gremo na današnjo glavno temo, me zanima vajino mnenje. Kako vidva komentirate to, da očitno levica v Sloveniji po novem stavi na Ljudmilo Novak? Levici paše razkol na desnici, ne? In to je mogoče edina točka, ki v resnici še imajo, ker so vsebinsko prazni. To je moja interpretacija te zgodbe. Ok, Seba? Se popolnoma pridružujem, torej aplavz z leve je zaradi tega, ker iščejo razdor na desnici. Ta aplavz pa seveda ne prinese glasov in če kdo misli, da bo zaradi tega imela večje možnosti na kakih volitvah, se mislim, da zelo, zelo moti. No. Ja, bomo spremljali zgodbo še naprej, ampak pejmo mi na drugi tir. Peter, predlagam, da midva začneva. Ti si profesor na fakulteti za strojništvo, sicer se bolj z laserji ukvarjaš, ne toliko z drugim tirom, ne? Ampak vseeno, a si ti bil presenečen, ko si slišal, da sta za glavni odsek drugega tira prišle samo dve ponudbi, se pravi Štrabaka plus Turki in Kolektorja plus Turki, za ta drugi odsek, ta krajši, pa samo Kolektorjeva ponudba plus Turki seveda? O tem nisem prej razmišljal, zato težko rečem, če sem bil presenečen. Ne. Bi pa pri drugem tiru povedal, da je to ena tipična slovenska zgodba že v prvem delu. Ne. Kar ne smemo pozabiti, je to, da študija upravičenosti za ta drugi tir je bila narejena leta 1996. Ne. Se pravi tipična v smislu, da se vleče v neskončnost. Ne. Kitajci so bolnišnice zgradili v 10 dneh, mi pa prve lopate nismo zasadili v 25 letih. Ne. Zato mogoče vprašanje na današnji faktor, čigav bo drugi tir, ni tako relevantno kot to, da sploh bo. Ne? Ker zdaj drugi tir bo prinesel eno zanimivo stvar. Jaz sem malo gledal podatke, se pravi, naprimer, prevoz tovora, ne? Se bo iz 14 milijonov ton letno povečal na 43 milijonov ton. Zdaj bom naredil tako špekulacijo čez prst, ampak samo za občutek. Če bi en evro prišparali na toni razlike, bi bilo to 30 milijonov evrov letno, v 25 letih govorimo o celi investiciji. Se pravi, mi se zdaj pogovarjamo, a bo nekdo 100 milijonov aneksov podpisal, ne, kar je seveda potrebno se pogovarjati, vendar najprej treba vedeti, da mi izgubljamo vsak dan, ko drugega tira nimamo, izgubljamo v tem, da plačujemo večjo ceno, na dolgi rok pa izgubljamo multiplikativno. Namreč Avstrija vlaga v železnice 15 milijard evrov, in pospešeno gradi tudi proti severno-italijanskim pristaniščem. Hrvaška načrtuje investicije 3 milijard letno, da bi okrepila reko. Ne. Se pravi, mi pa se prerekamo z nekimi revizijskimi postopki, ne, in leta, in ko govorimo o profesorjih, mogoče celo vlagamo patente za neke inovativne rešitve, ne, za katere niti ne vemo, če bi delovali, namesto da bi začeli graditi, se tukaj poenotili, ne vsega skupaj spolitizirali in bi to zadevo imeli že rešeno, da bi se pogovarjali že o kakšnem drugem projektu in bi šli korak naprej in korak s časom. Ne. Tako nas pa vsi po levi in desni prehitevajo. Zdaj, preden se poenotimo, Sebastijan, vlada Janeza Janše je zamenjala nadzorni svet in upravo družbe 2TDK, ki vodi projekt, sedaj pa očitno bo oba odseka gradil drugega tira Kolektor s turškimi partnerji. Je to politični problem za vlado Janeza Janše ali ni? No, mogoče je manjša nerodnost, politični problem pa ne more biti, ker jim vsaj ne bodo očitali, da so neke svoje probali sforsirati in jim ne morejo očitati korupcije. Ne? Nerodnost je mogoče res v tem, da smo tudi videli na Twitterju določene reakcije nekaterih ministrov SDS-a, ki niso bili zadovoljni s to izbiro, ampak mislim, da je na koncu po vseh peripetijah
sam postopek pripeljal do najnižje rešitve, upoštevajoč evropske direktive, da Kitajci preprosto ne morejo sodelovati na investicijskih projektih, dokler se ne podpiše krovni dogovor Evropska unija Kitajska, ne, tako da vsi ostali, ki so bili v tekmi, so imeli čisto vse možnosti. In tukaj se strinjam, da je čas, ki smo ga vložili v ta projekt, noro dolg, 25 let, namesto da bi ta tir že imeli in razmišljali zdaj o novih tirih Ljubljana-Maribor, razmišljali o povezavi Koper-Trst, ki bi bila tudi pametna, še posebej po izgradnji drugega tira. Pri nas je tako, da v fazi planiranja je seveda pravilno, da se upošteva vse možne ideje, poglede, vse dejavnike, ko pa se enkrat zaključi faza, bi se moralo iti na izvedbo. Ne? Pri nas se pa šele takrat začne problematiziranje za nazaj, pa neke nove ideje, kot je bilo omenjeno, tudi neke čisto inovativne, ki jih na svetu sicer še ni. Skratka, potem, ko se že zmenimo, kako, kje in kaj bomo delali, se razprava kar nadaljuje, namesto da bi prišli na izvedbo. In 25 let za teh 27 kilometrov je dejansko noro dolgo obdobje. Peter, oba Sebastiana sta omenjala časa, ne, se pravi načrtovanje projekta, izvedba, razpisni postopek in tako naprej. Zdaj se res lahko vprašamo, glede na to, da očitno edini kolektor sposoben to graditi, zakaj ne bi tega dali kolektorju že bistveno naprej, pa bi mogoče danes že imeli drugi tir? Zdaj v teh postopkih, jaz sem šel malo gledati, ne, se spomnim, recimo nekaj let nazaj, moje osebno videnje Slovenije je bilo, da se tukaj ne da nič narediti. Ne. Takrat smo imeli mi odprte karavanke, kjer smo se prerekali in smo se zapletali neke revizije. Ne. Imeli smo odprt drugi tir, nismo nič naredili. Ne. Avstrijci so zgradili tunele, že bi skoraj prišli, če malo karikiramo, na naši strani ven. Ja. Zdaj, jaz mislim, da enih ključnih zadev, ki se je zgodila, tukaj pa je treba dati zaslugo Šarčevi vladi. Ne. Je takrat Rudi Medved na Ministrstvu za javno upravo, se pravi, tale zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja, ne, novelo spravo čez. In jaz mislim, da to je moja interpretacija, so se zaradi posodobljene pravne podlage končale te neskončne sage z neskončnimi revizijami. Ne. Ja, predlagam, da si zdaj pogledamo krajši video posnetek, da vidimo, kaj tudi uprava 2TDK pravi na trenutno stanje stvari. Poglejmo. Nadaljujemo doma. Drugi tir Divača-Koper bo, tako kaže, gradil kolektor CPG v konzorciju s tujima partnerjema. Za gradnjo kraškega dela 27-kilometrske proge je kolektor oddal najugodnejšo ponudbo. Za istrski del sploh edino, obe sta skupaj vredni dobrih 628 milijonov evrov. Odstop konkurence, zlasti turškega gradbinca Cengisa, ki dvomi, da je mogoče projekt končati v zadanem časovnem in proračunskem okviru, je investitorja presenetil, a v 2TDK-ju verjamejo, da bo kolektor progo zgradil kvalitetno in v roku. Glede aneksov, pred katerimi svari Cengiz, je za zdaj jasno, da bo eden za gradnjo dostopnih cest podpisan že kmalu. V 3 tednih mislim, da se bodo zadeve skristalizirale. Ne? Zadeva se pa vrti tam nekje okrog dober milijon evrov. In še enkrat, to so res dela, ki so bila upravljena naknadno, je bilo treba preprojektirati oporne konstrukcije, podporne konstrukcije. Problem je bila geologija, mogoče hitenje pri projektiranju. Zdaj, Sebastian, turški Cengiz, ki je bil izzvan, kot je rekel Peter prej, po dolgih peripetijah za gradnjo druge predorske cevi predora Karavanke, ni oddal ponudbe na drugi tir, dali so izjavo iz podjetja, kjer so rekli, da za to ceno in v teh rokih brez aneksov se ne da zgraditi drugega tira in ker imajo oni politiko, da aneksov ne sklepajo, ponudbe niso oddali. Kako ti recimo to komentiraš? No, po mojih informacijah to drži, torej ni šlo za nek dogovor, ampak so dejansko presodili, da tako nizko ne morejo iti. Ne? Jaz mislim, da je interpretacija naslednja. Kolektor je šel izjemno nizko, predvsem zaradi obrambe trga, ker če bi Cengiz dobil še ta posel, bi se lepo udomačil v Sloveniji, ne? In bi imeli potem tudi na drugih področjih težave. Zdaj, kar se pa aneksov ali aneksov tiče, to so v gradbeništvu sicer popolnoma normalna zadeva, ko gre dejansko za dodatna dela. Ne? To je kot, ko greš v gostilno, se zmeniš za meni
za 15 evrov, pol pa še naročiš, ne vem, pečeno papriko, pa še liter vina, Ja. tisto doplačaš. Ne? Tako da pri vprašanju upravičenosti aneksov sta tukaj dva ključna elementa. Prvo je kvaliteta projekta, kvaliteta popisa del, ker ponudba je dana na zelo konkretno, torej do centa natančno navedena dela, ki so predvidena. Potem pa, ko pride res do nekih nepredvidljivih situacij, kar je v takih projektih pogosto, je pa seveda pomemben drugi element in to je kvaliteta nadzora. In jaz seveda upam, da se tukaj ne bodo ponavljale kakšne zgodbe iz preteklosti in dajmo reči veliko vero v to upanje, da bo tokrat drugače, mi daje predvsem dejstvo, da bo tokrat nadzor nenormalno močen, ne samo, da je DRI kot državni inženir postal eno najbolj kvalitetnih državnih podjetij v Sloveniji, ampak bo tukaj evropski nadzor, bo civilni nadzor, ker poznam par ljudi in vem, kako tečni bo nadzor opozicije, medijev, konkurence in predvsem tak pritisk na odločevalce, da bodo morali res dobro argumentirati čisto vsak aneks, ki bi ga izvajalec morebiti tukaj želel. Ne? In bistvena zadeva se mi torej zdi, ali je bil popis del kvalitetno pripravljen, ker v kvaliteto nadzora ne dvomim. Peter, zdaj vemo, pri Karavankah je bil Džengis, ki zdaj gradi Karavanke, daleč najcenejši. Takrat je domača gradbena stroka trdila, da za tako nizko ceno se ne da tunela zgraditi, zdaj imamo pa obraten paradoks, kjer Džengis pravi, da se za to nizko ceno, ki je postavljena, kaj šele za tisto, ki jo je ponudil Kolektor, ne da zgraditi drugega tira. Kako si ti to razlagaš? Najprej bi eno repliko majhno dal Sebastianu. Jaz se mogoče strinjam s to teorijo, da gre za obrambo trga, ne? Vendar tudi obrambo trga moraš, če naredi izgubo, nekje pokriti. In vprašanje se postavlja zdaj, od kje bo Kolektor ta denar dobil. Ali bo dobil z aneksi, ne? Ker bomo plačali davkoplačevalci, ali bo pač iz nekega drugega projekta dobil ta denar, ne? Ali pa bo propadel. Ne? Če pa propadel, potem bomo imeli pa na pol dokončana dela, kjer bo nekdo drugi prišel in bo spet neko novo ceno postavil in bo rekel, da nekaj ni bilo v redu in bo to lahko večkratno se pravi pomnožilo projekt. Če lahko samo, ravno to se mi zdi bistveno tveganje, pa bi mogoče kasneje nadaljeval, bolj vidim tveganje, da bo na sred posla ali pa na sred projekta prišlo do problemov pri podjetju. Predlagam zdaj, da si vzamemo krajši premor, razmislimo o teh tveganjih, ampak ne nam gledalke, gledalci se vrnemo po oglasih, ko nadaljujemo s komentiranjem, čigav bo drugi tir, Kolektorjev ali slovenskih. Ostanite. Dobrodošli nazaj. Z nami sta še vedno Peter Gregorčič in Sebastijan Jeretič. Pogovarjamo pa se o tem, čigav bo drugi tir, Kolektorjev ali slovenski. Peter, preden smo šli na oglase, smo ostali pri vprašanju, kako je mogoče, posebej vizavi primerjave s Karavankami, da je ocenjena vrednost drugega tira prenizka za turški Džengis, očitno pa bistveno previsoka, če ocenjujemo ponudbe slovenskega Kolektorja. Ja, to vprašanje, kakor sem rekel, to vprašanje je seveda pomembno, ker, kakor smo prej rekli pred oglasi, odpira pač pomembna tveganje, da ta projekt končan je dokončan, oziroma jaz bolj osebno mislim, ker vseeno iz tega modela slovenske družbe se zaenkrat še ne vidim, kaj se je spremenilo, da bo pač ta zadeva za aneksi šla 20-30% gor, potem bo pa že v redu. Ampak, kot sem rekel v začetku, da je ključno, se mi zdi, da smo sploh začeli o tem govoriti. Zato, oziroma delati, da bomo začeli delati. In če bo ta projekt, bolj me skrbi druga stvar. Džengis ni rekel samo, da za to ceno ne more narediti. On je tudi rekel, da ne more v tem času narediti. To pa je bolj problematično, ker recimo, da bomo mi nekaj preplačali, na koncu bomo vseeno vsaj drugi tir imeli in kot sem na začetku povedal ceno, mi imamo tudi stroške, ko ga nimamo, ne samo, če ga draže plačujemo. Kar se pa tiče tvojega vprašanja, mislim, da je bilo, da najprej so pri Karavankah rekli, da je predrago, tukaj, da je prepoceni. Gre enostavno za to, da se je zgodilo nekaj, kar nihče ni pričakoval. Da bo pač Kolektor, ki je veljal proti vladi, dobil ta posel. In potem se ljudje začnejo spraševati o nekih logičnih povezavah in grejo na tisto, kar so vajeni. Kogar je pičila kača, se boji zvite vrvi in potem išče, kaj je bilo tukaj narobe. Je pa tukaj nekaj vprašanj, ki se meni zdijo zanimiva, pa mogoče Sebastijan, ki je bliže trenutni vladi, lahko pove. Recimo,
kar je bilo meni izjemno zanimivo, je, da je prav Delo objavilo revizijsko poročilo, na katerega je Vesel rekel, da je PR-ovska poteza. Ne. Zdaj pustimo, jaz Veselu nič ne verjamem, ker ta človek se je tolikrat že zlagal, ampak ne glede tako kot zunanjega pozivalca, ne, mi ta vprašanja odpira. Ne. Potem recimo Hevka, ki je zamenjal Zorkota. Ne. Meni se je zdaj Dušan Zorko dosti soliden direktor in tudi zelo transparenten. Jaz, ko sem se pripravljal na oddajo, tam so na spletni strani 2TDK-ja, so lepo vsi mejniki, ne, in tu dejansko vse izbire ponud, ampak samo do septembra 2020. Ne. Zorka bi pa zamenjan oktobra, od takrat pa ni, pa so se neke čudne stvari s Kitajci dogajali, ne, pri čemer jaz podpiram, da slovenska podjetja dobijo posel, vendar ne na tak način, ki odpira tako vprašanje, kot v tem primeru mogoče o tem, kaj kasneje še rečemo. Ne. Ja. Tako da tukaj te stvari, ne, recimo, potem Hevka je predsednik Turistične zveze Slovenije, zdaj nič pojma nimam, ne, ampak Zdravka Počivalška povezujejo s turizmom. Ne. Hevka je postal nadzorni, se pravi predsednik nadzornega sveta, ga je imenovala ta vlada v Dars, ne, ker je potem postal predsednik uprave Hajdinja, ki je bil podpredsednik NSI-ja. Ne. Tako da tukaj so neke zadeve, ki morda vzbujajo neke indice. Ne trdim, da so kakršnokoli, ampak se mi zdi pa, da je korektno do javnosti, da se jih naslovi, ne, oziroma da se tudi o tem začnemo pogovarjati, ker jaz verjamem v transparentnost, sem sicer iz desne provenience, nisem na levi strani, vendar trdim, da če se o takih vprašanjih jih ne odpiramo in se ne pogovarjamo, potem katerakoli stran lahko zaide na zmotna pota. Ne. Sebastian, kaj ti praviš na vse to? Koliko konkretno je imela aktualna oblast prste vmes pri izbirnem postopku za izvajalca projekta drugi tir? No, jaz mislim najprej, da je absolutno jasno, da Kolektor zagotovo nima privilegijev strani te vlade. To tudi v ozadju zanesljivo drži, niso bili favorizirani. Ne. Do zdaj jih ni imel, hočeš reči. Ne, tudi za naprej mislim, da jih tudi ne bo imel, zato se sploh ne bojim, da bi probali od nekod drugod pokrivati to luknjo, ampak se prej bojim, da se bo ponovila zgodba, kot je bila na tunelu Markovec, ker je bilo vnaprej napovedano, da gre za dumping zaradi uničevanja konkurence, zaradi torej nekih strateških razlogov, ki ga tista firma takrat enostavno ni zdržala in potem se je zapletalo z nadaljevanji del. Ne. Ampak kar se tega tiče, Kolektor zagotovo ni favoriziran strani te vlade. Na roko mu je šla samo ena zadeva in ta je geostrateška, da je Slovenija nadoknadila zamudo, uveljavila evropsko direktivo, ki onemogoča Kitajcem nastope na takih projektih. Ampak zakaj so, oprosti, Sebastian, če razloži zdaj našim gledalcem, zakaj je tak problem, da bi Kitajci gradili drugi tir? Tle gre za geostrateške odnose med Evropsko unijo in Kitajsko. Dokler ni sklenjenega krovnega dogovora, gre enostavno za velike zadeve in odnose. Ne? Torej ni zdaj samo vprašanje nekega drugega tira, ampak gre za globalne zadeve. In Kitajci so dejansko edini projekt, ki ga Kitajci sploh delajo v Evropski uniji, je na Hrvaškem projekt Pelješac in čisto nobenega drugega niso dobili, zaradi tega, ker tudi vse države gledajo, ker iz makroekonomskih razlogov skušajo, kolikor se da, zaščititi svoje tržišče. V tem primeru ne gre za zaščito slovenskega, ampak evropskega tržišča pred zunanjimi. S Turčijo obstaja dogovor, zato Cengiz in drugi izvajalci ali podizvajalci tukaj recimo lahko sodelujejo, za Kitajce pa ne. Verjetno je tudi ocena temelji na tem, da ponovadi grejo Kitajci tudi z dumpingom, čisto iz strateških razlogov prihajajo v Evropo, ker eno je zgraditi za nizek denar seveda železnico na Kitajskem, drugo je priti na evropski nivo in makroekonomski učinki oddajanja takih projektov Kitajcem so seveda potem v končni fazi negativni. Ne. Zdaj vem, da na videz zgleda, kot važno je samo, da da država čim manj denarja, ne, ampak to ne drži, ker tisti denar, ki ga da in ki se potem vrti naprej v okolju, seveda vpliva na koncu na celoten strošek nekega projekta. Potem so tukaj še drugi dejavniki, gre za vprašanje znanja, referenc in tako naprej.
Skratka, odnosi med Evropsko unijo in Kitajsko so tako kompleksni, da na njih zagotovo ni vplival en drugi tir, ampak je to samo posledica teh odnosov. Dejansko mislim, da je tle dosti bolj relevanten podatek, da se Cengiz ni odločil, da sploh odda ponudbo v takih okvirih, glede na to, da je tudi Cengiz strateško prišel na Karavanke z zelo nizko ceno in nekateri pravijo, da bo celo naredil verjetno majhno luknjo na tistem projektu, ampak je to vložek za vstop na neko tržišče. V tem primeru bolj verjamem interpretaciji, da je šel Kolektor tako nizko zaradi obrambe tega trga, ker ni tukaj sam projekt drugi tir, ampak če bi se Cengiz enkrat lele udomačil, pravim, bi to vplivalo seveda na naslednje desetletje različnih projektov. Bojim pa se, da so se tukaj malček le zakalkulirali in da bodo imeli dejansko težave, o čemer se tukaj pogovarjamo. Zdaj, če smem samo eno repliko na Sebastjana. Jaz se čisto strinjam s temi učinki, se pravi, če daš domačim izvajalcem, so multiplikativni učinki. Tukaj se jaz povsem s to zgodbo strinjam, vendar mi smo se vedno v preteklosti, ko smo se zatekali k tej razlagi, smo vedno to drago plačevali. Milijardna bančna luknja je tudi iz tega naslova prišla. Je pa tukaj še en drugi problem. Če tu narediš netransparentno, in jaz še vedno trdim, jaz sem bil postal na to pozoren, to je Nenad Glück se pisal v Reporterju, in jaz sem šel potem dejansko tudi preverjati fakte. In kaj se je v resnici zgodilo? Prišlo je 14 ponudb, in potem, se pravi, najprej, da gledalcem razložimo, bil je dvofazni postopek. To pomeni, da v prvi fazi se preverja, če si ti usposobljen, če lahko kandidiraš, in potem tisti, ki prestanejo kriterije, ker gre za tako velik projekt, da se te rizike se pravi izniči, gre v drugo fazo, kjer šteje izključno še ena zadeva, in to je cena. In tak postopek je po mojem zelo, zelo dober in koristen. In v prvem postopku se prijavilo, mislim, da 14 za prvi del, pa ne vem, nekaj manj za drugi, se nima veze, in 10 jih je prestalo prvo fazo. In odločitev o tem se je zgodila 8. maja. Potem je pa v sklopu protikoronske zakonodaje, bili so 3 paketi, to je bil 3. protikoronski paket, je bil sprejet tudi interventni zakon o investicijah in gospodarstvu, ne vem, ko se točno kliče, in tam je bil ta famozni 11. člen, ki pravi, da se lahko v javnih naročilih uporablja navodilo Evropske unije. Pazite, to navodilo je bilo sprejeto že nima veze s covidom. Bilo je sprejeto namreč že avgusta 2019. In to navodilo tudi ne pravi, da ne smeš sklepati poslov z nekom, kjer ni dvostranskih sporazumov, ampak da lahko se naročnik odloči, da jih ne sklepa. Težava, ki jo sam vidim, je v tem, da je v prvi fazi tega naročnik ni terjal. Celo še več. Potem se je, če se prav spomnim, slovenski ponudniki so se pritožili in celo Državna revizijska komisija odločila v škodo slovenskih. Je zavrgla njihove pritožbe. In se pravi, 3 Kitajci so mogli nekaj dopolniti, medtem ko en kitajski ponudnik je bil pa povsem v redu, kar je za moje pojme je pravnomočen. In 30. maja, se pravi 6. maja je bila 8. maja je bilo to, zakon je bil sprejet 29. maja, ker je bil v ponudnem postopku naslednji dan začel veljati uradno listo 30. maja. Se pravi, gre za retroaktivno uporabo zakonodaje v pravnomočno odločeni zadevi. Zdaj, poglejte, da sem jaz nek tujc in opazujem neko malo državo, in si rečem, pa gledajte, tam nobeno pravno sredstvo, nobene pravne varnosti ti nimajo. Jaz tako državo ne bom želel vlagati. Mogoče je tudi zaradi tega Cengiz rekel, da je predrago, ker pazite, cena ni samo, kaj ti gradiš. Cena je tudi, koliko ti plačaš v pravnih postopkih, koliko boš ti mogel nekih pravnih strokovnjakov, tudi vse dviguje ceno. Mi ne plačujemo teh, se pravi, naših infrastrukturnih projektov drago samo zato, ker izločamo konkurencem, ampak tudi zato, ker če tujci pridajo, bi postavili višjo ceno, ker smo mi izjemno drago okolje. In v Sloveniji, če ena stvar, o kateri se moramo začeti pogovarjati, da začnemo graditi, kar sem povedal na začetku, smo mogli začeti pogovarjati o tem, da bomo ratali pošteni, da bomo zagotavljali pravno varnost in bomo tudi tujcem povedali, da so pri nas dobrodošli. Mi smo s tem nacionalnim interesom v preteklosti zapravili izjemno veliko denarja. Zdaj, kako si vidva razlagate, da recimo nek svetovni gigant, kot je turški Cengiz, ki ima v naravni skupine 8 milijard letne realizacije, si ne more privoščiti, da bi za tako ceno zgradil drugi tir, slovenski Kolektor, ki diha na škrge, po vseh dostopnih podatkih pa si to lahko privošči? Jaz mislim to, da zna biti, da so vse zakalkulirali pri tem in da jih lahko to tudi stane
prihodnosti podjetja. Ne. Ampak zdaj imamo dva odseka, ne, Peter. Na enem odseku je rekel tudi gospod Hevka, predsednik uprave 2TDK, če se Kolektor zalomi, pač bomo nominirali Štrabaka, ki je oddal drugo ponudbo in očitno je 2TDK ocenil, ta ponudba tudi ustrezna in veljavna. Na drugem odseku, ki je sicer krajši, ampak vendarle pomemben, ne more biti celega tira brez obeh odsekov, pa sploh ni drugega ponudnika, se pravi, če se karkoli zalomi Kolektorju, bi moral iti 2TDK v ponovljen pri izgradnji tega zelo pomembnega, predvsem za logistiko, mogoče to premalo poudarjamo, projekta slovensko, ker seveda ni cilj projekta drugi tir, da zaslužijo slovenski gradbinci, ampak zato, da se pač izboljša logistična povezava z Luko Koper. Ja, s tem, da mogoče olajševalna okoliščina v tem, ne, da pri prvem odseku je šel Kolektor res izjemno nizko s ceno. Ne. Se pravi, je šel 60 milijonov pod Štrabak. Ja, oziroma skoraj 70 milijonov pod predvideno investicijo. Limit, ja. Medtem, ko v drugi, pa če se prav spomnim, je tu bilo nekih 5 do 10 milijonov, nekaj tazga, kar je realno. Ne. Noben ponudnik, ki hoče biti konkurenčen, ne bo šel na maksimalno ceno ponovadi. Ne. Ampak kako ti to komentiraš, recimo, če se Kolektorju kaj zalomi, imamo Štrabak za en odsek, za drug odsek nimamo nobenega, bi morali iti v ponovljen postopek. Ja, zaradi vsega tega, kar mi počnemo, si pač povečujemo svoje tveganje in dvigamo ceno, to, kar sem že povedal. Ne. Mi se pravi, lahko samo upamo, da bo vse v redu in da bo res ta železnica končana do leta 2026. Vsako leto, ko ne bo končana, ne, mislim, da so neke študije, bomo izgubili od 100 do 150 milijonov evrov letno. Ne. Zdaj, Sebastian, imamo tudi ravno v teh dnevih se nekako razpleta zgodba z Tešem, ne, s Teš6, vemo, pravni naslednik pač Alstoma, ki je bil izvajalec, zdaj poravnal, bo pač plačal neko odškodnino, ker se je projekt podražil in tako naprej. Tam je šlo sicer še za višje zneske, ampak tudi teh 700 milijonov ali pa 630 milijonov ni ravno malca, ni majhen znesek za Slovenijo. Se ti kaj bojiš, da bo vendarle iz tega denarja, iz tega zneska pač denar šel na razne naslove in da bo to pač omogočilo, da se projekt sicer izvede, ampak izven rokov in za višjo ceno? To je vse odvisno od kvalitete nadzora. Ne. In jaz mislim, da v tem primeru, tudi zaradi pritiska javnosti in vsega, o čemer se pogovarjamo, torej o starih izkušnjah, bo tokrat nadzor maksimalen, ker ne gre samo za uradne nadzornike, ki bodo delali, torej DRI, gre tudi za evropski nadzor, gre za civilni nadzor in še bolj nadzor in opozicije in medijev in vseh, ki bodo vrtali po vsakem podatku in verjetno tudi cel kup dezinformacijah tam. Ne. Skratka, jaz se ne bojim tega, da bi bil posel tako netransparenten, kot so bili kaki v preteklosti. Bolj se bojim tveganja, ki si jih izpostavil. Torej, eno je tveganje za sam Kolektor in potem tveganje časovno, kaj se bo zgodilo, ko bodo morali čisto na novo recimo razpisati ta odsek Koper-Črnikal. Peter, če zdaj pogledamo še malo politični vidik zgodbe, ne? Zdaj, Kolektor Stojana Petriča, kakorkoli obračamo, ima obljubljenih teh 630 približno milijonov evrov, ne? Lahko vloži ta denar recimo v kakšno politično stranko, politično silo, politiko, za katero pričakuje, da bo do njega prijazna, če pride na oblast, mu potem lahko podpiše te famozne anekse in mu vrne za to uslugo. Bi se ti, če bi bil na strani pač aktualne oblasti, za katero Sebastian pravi, da se ne razume s Kolektorjem ali pa Stojanom Petričem, kaj je zaskrbljen, da si pač potencialnemu financerju svojih političnih nasprotnikov lihkar podelil 630 milijonov evrov? Zdaj bi tako rekel, ne, denar ni ne lev, ne desen. Ne. In to gospodarstveniki zelo dobro vedo. Se pravi, težava levih, desnih je samo takrat, kadar ima leva stran svojega izbranca in desna svojega. Ne. Če imaš ti samo enega, znajo biti vsi pragmatični. In to je vse, kar bi lahko na to rekel. A je to mogoče razlog po tvoje, da smo na koncu pristali na samo 2 ponudbah oziroma pri enem odseku samo eni ponudbi, pa še ta je domača? To, kar si ravno zdaj rekel. Ker denar nima barve, znajo biti vsi pragmatični. Verjetno lažje dobiš denar od Kolektorja, kot pa recimo od nekih Kitajcev ali Turkov, ali se motim. Ali pa celo Avstrijcev. Tega ne vem. Vem samo to, da smo mi pristali v drugi fazi od 10 na samo 3 ponudnikih. Ne. In tukaj je po mojem tisto, kar je izvirni greh in tukaj bomo mogli začeti razmišljati o tem, da bomo spodbujali konkurenco. Ne. Tako da... Zdaj,
postopek seveda še ni zaključen, možne so še pritožbe do pravnomočnosti odločitve. Kaj ti zdaj pričakuješ, recimo, Sebastian? Je možno, da bi se kakšen Štrabak pritožil, vsej drugi se verjetno težko, ker niso niti ponudb podali, ne? Ne verjamem, ker dejansko bi morali dokazovati, da je pretirano nizka cena. Ne? In mislim, da ni dovolj elementov in da nimajo pa razloga, da bi šli zdaj samo razbijati škatle in moti drugega, ker spet ni taka vojna, kot je bila mogoče pred leti. Ne? Ker dejansko Štrabak to ni nek primer svetle prakse, tudi v preteklosti, torej Avstrijci, ko so šli zasedati Balkan s svojimi podjetji, so se tudi šli s kakimi izmišljenimi podjetji v dumping, da so uničili konkurenco, da je potem prišel Štrabak na nekako prazno tržišče. Ne. To je bila zgodba Alpine Bau takrat, ki je bila namenjena dejansko samo uničiti konkurenco, zato da bo Štrabak odprla nekako trg. Ne. Tle pa zdaj še en dejavnik. Celotna Evropa je tudi v luči prizadevanj za gospodarsko okrevanje po covidu se pripravlja na izjemne investicije, in zato je tudi lansko leto recimo v Sloveniji gradbeništvo zraslo za 18%. To je izjemna rast, za katero je seveda zaslužna predvsem država z svojimi investicijami, ki jih je pospešila, ampak bilo je tudi ogromno privatnih investicij. Skratka, ni tako huda bitka za gradbeni kruh, da bi se podjetja šla take vojne, ker je dovolj posla za vse. No. Zdaj, Peter, Kolektor seveda sam se ni mogel prijaviti na te dve javni naročili 2 TDK-ja, ker nima ustreznih referenc. Nobeno slovensko gradbeno podjetje jih nima, zato so vsi, ki so konkurirali, imeli tudi tuje partnerje. Kolektor je imel 2 tuje partnerje, oba iz Turčije, že na Karavankah je kandidiral z enim, to je Yapi Merkezi, zdaj ima še eno turško podjetje. No, lastnik tega turškega podjetja Yapi Merkezija je pa slovenski častni konzul v Turčiji, ne? Se pravi, če pogledamo tako, bi rekel, z distance, gre za precej slovensko zgodbo pri tem drugem tiru. Ne vem, teh povezav ne poznam tako dobro, no, tako da tukaj to bi zelo težko komentiral. Zdaj, kdo ti misliš, da bo dejansko gradil? Zdaj bojo Turki gradili, pa bo Kolektor pobral samo smetano, ali kako misliš, da bo to šlo? Ne? Ker kot rečeno, Kolektor sam se ne bi mogel prijaviti, nima ustreznih referenc, dvomimo verjetno, glede na situacijo, kakršna je v Sloveniji, da bi imel tudi sam zadovoljivo število delavcev, strojev in tako naprej. Po drugi strani so tudi turški delavci verjetno cenejši od slovenskih. Vprašanje sploh, če jih ima dovolj. Ne. Bi pa tukaj vseeno stvar, eno stvar se s Sebastianom zelo strinjam. Za optimizem razlog je tukaj, da imamo mi 1/4 milijarde nepovratnih evropskih sredstev. In evropski nadzor je gotovo boljši kot slovenski. Tako da z tega stališča imamo določene varovalke, za razliko od TEŠ 6 imamo tudi zaprto finančno konstrukcijo in predvidena sredstva so ranga milijarde, se pravi, tudi če bi šlo nekih 30% aneksov, kolikor jaz pričakujem, da je maksimalno, da bi šlo gor, pridemo iz teh 630 milijonov evrov za 200 milijonov, še več 830. Se pravi, ne more se zgoditi čisti potop. Je pa ena stvar res, ne. Če podjetje, se pravi, da je šlo tako močno po ceno, da bo na koncu ogroženo, je tu izjemen pritisk na politiko. In tega morda je pa tu karta, na katero igra. Jaz ne vem, lahko samo od zunaj ugibam, ne? Ampak tako velikega podjetja, ne? Ki gradi tako pomemben infrastrukturni projekt, nobena politika ne bo poslala v stečaj. To je zgodba o tistem posojilu. Ne? Če si sposodiš 100 tisoč evrov in jih ne moreš vrniti, je to problem banke. Ne? Mislim, to je tvoj problem. Ja. Če si pa si sposodiš 100 milijonov, pa to je problem banke. In tukaj to ni problem več Kolektorja, ampak je problem države in država pač bo mogla to nekako rešiti. In jaz mislim, da je v ozadju bolj ta računica, no, če bi smel ugibati, ampak to je zelo tako napovedovanje. Sebastian, se ti kaj bojiš ravno tega evropskega sofinanciranja? Ne? Zdaj imamo dve vprašanje. Eno je, koliko je Evropa zainteresirana, da je ta projekt za vsako ceno zgrajen, in drugo vprašanje, če bi se pa zaradi kakršnih koli razlogov podražil, podaljšal in tako naprej izvedba, če Evropa umakne teh 250 milijonov, ki jih je omenil Peter, lahko Slovenija ostane pred problemom, da bo mogla še ta denar sama nadomestiti. Jaz dvomim, da bi se Evropa tu šla kakšne igrice ali kaj podobnega. Zdaj, če bi se zgodilo, da ga umakne, ima Slovenija na voljo dovolj denarja na mednarodnih finančnih trgih. Še nikoli nismo imeli tako nizke obrestne mere za slovensko zadolževanje in bi komu tudi to lahko nadoknadili. Ne. Mislim pa, da je bistven ta element, da bo dodaten evropski nadzor
ob DRI-ju, ob civilnem nadzoru in ob vsem, kar sem prej omenjal, še ena dodatna garancija, da se bo pri tem pazilo. Ne? Kaj vidva zdaj recimo pričakujete na drugih velikih infrastrukturnih projektih, ki so pred nami? Tretja razvojna os, Blejska obvoznica, širitev pasov oziroma dodatni pasovi na avtocestnem križu. Lahko zdaj pričakujemo, da bo tudi vse to pobral Kolektor, ali vendarle bomo tam priča tudi kakšnim uspešnim ponudbam iz tujine? Jaz mislim, da bo tam seveda v veliki prednosti in da gre ravno za to. Ne? Ker tam, ko gre za manjše projekte, je tujcem dosti dražje sploh priti v neko državo. Sicer verjetno na take projekte se bodo prijavljala tudi druga podjetja, mogoče iz Italije ali kaj podobnega, ker bodo tudi reference zahtevane dosti nižje. Ampak v vsakem primeru, če bo Kolektor preživel drugi tir, bo imel seveda izjemno prednost pri vseh ostalih projektih, zaradi tega, ker bo ohranil dominantno vlogo na trgu. Ne. Peter, kaj ti praviš na to? Ja, jaz se s tem strinjam. Ne. S tem, da če bo ohranil dominantno vlogo in s tem izrinil konkurenco, spet vprašanje, če to dobro za Slovenijo. Ne. Bo pa tam lahko nadoknadil in tam kaj več zaslužil. Ja, seveda, se pravi, v končni fazi, kot sem rekel, ne, če greš nekje v dumping, moraš nekje pokriti ali pa propadeš. Ampak če tu pokrivaš vse na javnih naročilih, potem v vsakem primeru pač gre iz javnega denarja in čisto vseeno iz katerega žepa. Ne. Če pa on pokrival na svojih gospodarskih zadevah, potem za Slovenijo to ne bi bil problem. Ne. Zdaj, tole me še zanima. Ne? Vemo, ko smo imeli prejšnji kartel slovenskih gradbenih tajkunov, ki so se dobivali na dvorcu Zemunov, pa si delili posle, vemo, kako se je to končalo. Ne? Podjetja so šla v stečaj, njihovi pač vodilni so šli v zapor oziroma v neke sodne postopke. Vidva pričakujeta podobno razplet tudi zdaj pri tej zgodbi, se gradi zdaj novi, mogoče niti ne oligopol, ampak gradbeni monopol v Sloveniji, na čelu katerega bo Kolektor, in se lahko tudi ta zgodba tako konča, kot se je tista prva. Jaz zdaj mislim, da vsaj ta razpis pri drugem tiru tega ne kaže. Ne? Ker če bi bil tukaj, zdaj najprej s kom bi bil sploh dogovor. Ne? Če bi bil dogovor z Džengisom, močno dvomim, da bi šel Kolektor potem 60 milijonov evrov po ceno. Ne? Zato, ker vseeno, če anekse meriš v procentih, ni vseeno. Ja, če je vedel, kakšno ponudbo bo dal Štrabah, mogoče ni vedel. Ok, mogoče, ne? Ampak recimo, da kakšna špekulacija, če je v ozadju. Ne? Se pravi, je zelo verjetno, če bi po mojem ni bilo dogovorjeno, ampak to, pa tudi se mi je zdelo, da je direktor Džengisa, ne, takrat, ki je dal to izjavo dosti iskreno, no? Ampak je tu sam špekulacija. Ne? Ja. Sebastian, kaj ti praviš? Ne, se strinjam s tem, ja. Zdaj pa tudi, ko je toliko govora o tistem zemunskem kartelu in avtocestah in podobno, ne, ko so skušali dokazati, za koliko so bile preplačane slovenske avtoceste, so dejansko ugotovili, da so bile dosti primerljive cene s Srednjo Evropo, Nemčijo in drugimi, da je šlo za odličen posel, seveda, ampak da ni bilo za toliko preplačano, kot se je sprva mislilo, ker so te primerjave delali ljudje, ki so hoteli dokazati tisto. Ne. Takrat je bil to dober posel, predvsem zato, ker je bila Slovenija še dokaj zaprta. Takrat ni bilo toliko mobilnosti teh velikih podjetij. To se je šele kasneje razvilo, sploh z vstopom Slovenije v Evropsko unijo, pa še kasneje je trajalo, ne, preden so se tujci preden so začeli prihajati v Slovenijo, in je takrat bila prednost dejansko v tem, da si imel ti nekaj slovenskih podjetij, ki so bila na koncu vsa zadovoljna. Ne. Pri čemer je nekaj treba vedeti. Pri tistem kartelu je popustil Zidar, ne, ker če bi šel v tekmo, bi lahko povozil celotno konkurenco, tako pa je iz državotvornosti, za katero ga je zaprosil Drnovšek, pustil druge nekako dihati na trgu. Ne. In na koncu so se imeli vsi fajn, dobro zaslužili, in Slovenija ima kvalitetne avtoceste, ki jih je preplačala podobno, kot jih preplača Nemčija ali pa kakšna druga država. No. Bomo videli, če bo tudi pri drugem tiru vse tako romantično, kot praviš. Za danes pa dr. Peter Gregorčič, magister Sebastian Jeretič, najlepša hvala za vajine komentarje. Gledalke, gledalci, to je bil prvotirni, že 547. Faktor na TV3. Glejte našo oddajo tudi ta konec tedna, mi pa se v živo spet vidimo prihodnji ponedeljek. Ne zamudite in pa ne pozabite, ni vseeno, kdo kaj reče.